Ja, to mi je bil pa kar nekaj časa izziv. So me vsi spraševali, kaj točno pa počneš, kako pa to zgleda, a si psiholog, terapevt ali kako, ne? Vsi hočejo to standardno klasifikacijo, kaj sem študirala in tako. In nisem želela tega poudarjati ali pa navajati, ker dejansko se nisem mogla s tem opredeliti, ne glede na to, da sem to res študirala. Tako da velikrat sem ali ostala brez besed, ali pa začela z opisnim odgovarjanjem, kar, verjemite, ni bilo časovno praktično za nikogar od vpletenih. Tako da zdaj moram jaz nazaj vas vprašati, a vi poznate Cezarja Milana? Je svetovno znan trener psov in pri njem sem dejansko našla pomoč pri iskanju in oblikovanju odgovora na to vprašanje. Odleglo mi je namreč, da se tudi on ni mogel ukalupiti glede svojega dela. S pomočjo vsega, kar je bilo do trenutka njegovega dela, ko je začel poznanega in znanega, ne? No, na področju ukvarjanja s kužki. In ni bilo primernih besed, opisa, definicij, poimenovanj. Ja, seveda ne, če je pa ubral neko svojo taktiko, neko svojo pot glede na svoje danosti, znanja, intuicijo. Tako da je pač postal prvi šepetalec psom na svetu. No, jaz pa umologinja, tako da če vam ta odgovor zdaj kaj pomaga. Skratka, ne se ustrašiti, ne šepetam možganom, ampak jih kar, bi rekla, neizprosno in celostno treniram, no? Treniram človeški um.